Ljudje in ljudine, poslušate 81. epizodo oziroma 25. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, odtujimo bankovce, osebne in diamante, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamov. Tokrat po nekaj epizodah suše znova z gostom. Pridružil se nam je sicer širši javnosti neznan mlad fantič, ki smo ga pobrali z ceste. Pravi, da se preživlja z nastopanjem, predstavljanjem in komedijo, kar lahko pomeni samo eno, da je en navaden lopov. Z nami je torej Boštjan Gorenc Pižama. Živijo Pižama. Dober večer, dober dan, dobro jutro oziroma vesel poletni solstici, če tole poslušate z rahlo zamudo. Pižama, mogoče tebe vprašam tako, kot zdaj vse vprašam, kako preživljaš drugo karanteno, skratka drug cikel tega, je kaj boljš, kaj drugač, kaj slabš? Dejansko, mislim, bil sem šomoštar, tako kot v prvem valu, tako da to je bilo predvsem, da pa, ko so šli prva triada v šolo, da sicer kakor je tista neka skrb, kaj se lahko zgodi, pa a je res že ta prav cajt, da se odpreja, je pa vsaj produktivnostno narasla, skokovito, tako da zdaj veselo sem, tako žongliram ene 3 prevode, delam en lušten strip za Vige Vage, Hir, ki se dogaja v neki hiši in je tako ful mešane pripoved, pač kolažno skozi zgodovino, kaj se dogaja na tem kraju s to hišo in je se ful veselno, ko me je Anja Golob oziroma zdaj Anja Zak Golob povabila k sodelovanju, da končno še s tole eno, kar delam tudi s temi mini založbicami, ki so tako sladokusne, seveda pa delam seveda tudi z velikimi založniškimi hišami, za katere recimo sem tudi prevedel T9. Pasjega moža, 8. je glihkar ven prišel, tega sem prevajal, mislim, da v prvem valu, ali kako je bilo že, in pa prečeta zdaj, tisto, kar se zdaj valja po mojem disku, pa kar smo napovedovali že tudi 2 leti, bo zdaj do konca leta bo išlo, je pa pred poletjem pa Šnofjeva druščina 4, tako da to, mislim, da prvič, da smo tako tudi delali, da sem ful nekaj še spreminjal, da smo pili, da smo rekli, da moramo spremeniti malo še kakšne stavke, ki je kakšne na farfult, tako da, ko pogledaš, ko imaš celo, ne vem, se pravi, celih 22 strani stripa, pa vidiš, da sem pa, ker sem delal te 2 stripa, en mesec narazen, nisem pogledal, da se neke besede tako malo ponavljajo, pa da imamo malo mogoče razbiti vse to, Dečeko je naredil čisto hudo naslovenco spet. Tako da bo ful enih zadevc prišlo ven iz tega, pa ful sem se na splet vrgel, kar se tiče nekih nastopov s Kud Kiksom, sem šel v Španovijo, ker so itak ljudje, s katerimi delam, ker sem jih tudi mentoriral v impro pa to in delamo razne panel šove, ker zadnjič smo delali stand-up in tisti je ostudno na nek način, mislim, zate kot komika, ker gledaš kamero in ne veš, kaj se dogaja. Če imaš, ne vem, recimo za skupino, sem jo tudi, ne vem, za 20 ljudi, pa Zoom, pa jih vidiš, kako reagirajo tisti kulne, ker si pa sam ti pa kamera, moš pa res biti tako zelo prepričan, da imaš dober material, da lahko peleš naprej. No, super mož mnogoterih knjig, mnogoterih talentov. Eden od njih je gostovanje v podcastu Obot, namreč Pižama. Na tega sem še najbolj ponosen, zaradi tega me vabijo tudi na družinska srečanja, oziroma me ne, ker ne smemo jih imeti, ampak če bi lahko, bi me glih zaradi tega. No, vidiš, skratka, drugi gostje, zamislite se na tem, namreč Pižama je z nami že 6. To je že 81. epizoda oziroma 25. special iz karantene, namenjene našemu duševnemu zdravju. Z njim pa želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj,
ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili o francoski kriminalni thrillerski seriji Lupin oziroma Lupin. Zdaj nisem šel preveriti, kako se to izgovori, ampak Lupin recimo kar po štajersko, ki jo lahko vse od 8. januarja obodete na Netflixu, oziroma vsaj prvih 5 epizod prve sezone. Ravno včeraj je pa prišel ven teaser oziroma rajcer za nadaljevanje, pri čemer nismo dobili domenega natančnega datuma, ampak zaenkrat nadaljevanje prve sezone prihaja polet. Če serije še niste gledali, oziroma prvih 5 delov še niste gledali, pa jih nameravate, kot rečeno, do tega trenutka 5 epizod hitro lahko pogledate, za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, če bi serijo prej pogledali, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje, mi vas bomo počakali, če pa ste serijo že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno urco kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj Marseljezo. A je kdo se spomni serije Lupin ali Lupin? Lupin. Lupin. Okay. To je pa ta kulturna apropriacija francoščine. Ja. Scancel nas bojo. To pa boje. Ne, mogo bi reči, kao je scancel, sebe. Skratka, mi smo nazaj, jaz ne vem, a je Igor zdaj tole pustil noter ali ne, to se bo Igor odločil med montiranjem, nismo se vmes malo hecali. Skratka, serija Lupin, bom jaz rekel, ker sem se tako navadil od malega, je serija, ki jo najdete na Netflixu, kot sem že rekel, prišla je ven januarja, zato moram jaz tele letnico spremeniti, ni 2020, pač pa 2021. Delata jo George Kay in François Ozon. George Kay je tisti, ki je delal serijo Criminal, razne verzije te serije, ste videli na Netflixu, mislim, da je Criminal UK, Criminal France, Criminal Germany in Criminal Spain. Gre za, mislim, da je med bolj znanimi seveda UK, ker je več teh znanih igralcev ali pa svetovno znanih igralcev, gre za neke igro med zasliševalcem in zaslišancem, skratka vsaka epizoda je epizoda zase, če se prav vem. A nisi ti to gledal, Igor? Ne. Aha, pol pa mi je mogoče. Prvič slišim za to in mi zveni super. Podobno kot in therapy, samo da je zanimivo. No, Jaz sem slišal za to, nisem pa gledal tega. Je bilo pa glih to, ja, pač, kako je pač večnacionalno in pa če smo glih pri in therapy, mislim, da itak, če smo pri teh terapevtskih serijah, če še niste gledali, zdaj bo to čist nekje iz levega kota potegnen State of the Union. Pogledati od Nika Hornbija, super zadevca. Veš, kak je, glih prejšnji teden smo omenjali tega. Ja. A res, no evo, ideš to. Igor je omenjal prejšnji teden, ja. Skratka, George Kay, François Ozon je pa znan po Family Business, ki je neka komedija, mislim, da je tudi na Netflixu in ima kar visoko ceno, treba čekirati. Skratka, govorimo danes o Lupinu, ki je prva francoska serija, ki se je uvrstila med top 10 v Združenih državah Amerike in sicer je 10. januarja ulovila 3. mesto, sicer pa je to bila najbolj gledana pač na Netflixu v Franciji, pa tudi Nemčiji, Avstriji, Italiji, Španiji, na Danskem in Švedskem ter v Kanadi, Braziliji, Argentini in Južni Afriki. Do konca januarja Netflix nekako računa, da si jo je pogledalo menda 70 milijonov računov oziroma gospodinstev, kar je kar precej. 1 200 000 ljudi, nisem 10
12 milijonov za vsako moje gostovanje v obodu. Dobar je. Lepo, hitro si to zračunal, jaz to ne bi znal. Kaj bom otroka, ko poštevam, kot trenutno v šoli. No, to je res, to pomaga, vidiš. Treba si zrihtati kakšnega otroka, ko bo imel poštevanko. Arsène Lupin je izmislil, si ga je Maurice Leblanc, francoski pisatelj, nastopa v 17 romanih in 39 kratkih zgodbah, plus sicer še en roman, v katerem ne nastopi fizično, ampak se v romanu ukvarjajo z njim. Prva zgodba, Aretacija Arsèna Lupina, je bila objavljena 15. julija 1905, se pravi več kot 100 let nazaj, to sem pa prav zračunal. 116 let za tiste, ki znate matematiko. Več kot 100 let je čist dovolj, pa bolj impozantno se sliši kot 116. Več kot 100 let, veš, tega je tudi, ne vem, Trubar izdal katekizem. Ja. Navdih za Arsène Lupin je sicer navdih za The Saint svetnika Leslieja Charterisa iz 28. Mogoče se ga še spomnite, tisti, ki ste odraščali v 90-ih, igral ga je Roger Moore. Sicer pa je Arsèna Lupina lovil med drugim tudi Sherlock Holmes, zaradi avtorskih pravic, pač najprej imel Sherlock Holmes, pa je potem Doyle se pritožil, ali nekako tako je bilo, in potem je postal Sherlock Holmes, sicer pa je kasneje se vrne kot Sherlock Holmes, ker je Doyle vmes umrl in so takrat avtorske pravice prej potekle kot danes. Oliko je bila že posneta serija v 70-ih, začetku 70-ih, dosti je videoiger, v slovenščini pa imamo 3 oziroma 4 njegove knjige. Arsène Lupin, Gentleman vlomilec, to je še iz leta 23, ga je prevajal takrat Vladimir Levstik, potem je leto kasneje izšel Tigrovi zobje, ne vem, kdo je prevajal FJ, je samo napisano na Kobisu. Leta 35 je izšel Arsène Lupin se ženi, detektivske zgodbe. Če pa ti si zihar, da to je direktor tega, ali je to sam en malo od Linharta prepisal imena, da je spremenil. Ja. Ta veseli dan, ali Arsène Lupin se ženi. Ja, nikoli ne veš. In pa še enkrat je šla tista ta prva, skratka Arsène Lupin, Gentleman vlomilec, Jožica Pirc je prevajala za mladinsko knjigo leta 91 in to je knjiga, ki sem jo bral pač jaz. In se takrat navdušil nad njim. Mogoče gremo čisto hitro še skozi igralce. Omar Sy, ugiba Igor. Omar Sy, skratka je v glavni vlogi, prejel je Zlatega Cezarja za vlogo v Intouchables. Jaz sem že kar pozabil, da je on tam igral, ampak ja, to je on. Omar Sy, drugače je Ludivine Sagnier, igra še noter, ki je igrala v Swimming Poolu od, kaj že to, Ozon, ne? Ozon. Ja, Ozon, pa ne vem, Clotilde Hesme iz Revenants, to je bila ene par epizod nazaj, se te serije nisem mogel spomniti in še marsikdo, mogoče bomo še kaj omenili sproti. In to je to, skratka, to je bil tak zelo dolg uvod v to, da se lahko lotimo serije, oziroma sploh težko rečemo, ni prva sezona, ne, ker je samo prvih 5 delov. Jaz nisem sicer uspel ugotoviti, a je bil to korona, a je korona prekinila prvo sezono, ali se je zgodilo kaj drugega, a je kdo našel kaj v tem. Skratka, ni, samo prvih 5 delov, konča se z cliffhangerjem in naslednje 3, če se prav spomnim, naj bi dobil polet. Se pravi enkrat poleti, kot rečeno, Rajcer je že na spletu. Dobro, dovolj je bilo o tem, mogoče Igor, zdaj jaz lahko malo piva si spijem. Jaz bi imel samo eno vprašanje še na tvoje izvajanje. Na moje izvajanje, ja, povej. Ne, meni se zdi, ker si omenil, da je Sherlock Holmes, ne, obstajajo kakšni podatki, je Maurice Leblanc mogoče tudi prevajal Mikijeve zabavnike v slovenščino? Ne, to pa ni. Je pa res, da je tam obstajal en strip, obstaja strip Sherlock Holmes, ne? Kjer je pač in pa tudi... seveda mislim, pa niti nisem jaz to prvo ugotovil, mislim, da je glih ta teden zaokrožila po Twitterjih, ne vem, kdo je objavil to naslovnico,
tega prevoda iz leta 1991. Ne? Mislim, da to je ena najbolj genialnih naslovnic za detektivske romane, sploh v Sloveniji, ker je pač mislim, da je naredil isti, ki je delal naslovnice za Viktorijo Holt. In je prav tako res ta ilustracija, pa te fonti, ki so mislim, da res takrat bili bolj v teh nekih ljubavnih romanih na prelomu 90-ih in ki jo vidiš, ti pravzaprav pričakuješ, no, da bojo kakšni životci se razparali. Glej, sej, Res je lepa, ravno jo gledam, krasno. No, mogoče zaradi tega seveda knjiga nikoli ni dobila, je imela samo en izid in nikoli nismo imeli cele serije v slovenščini. Kdo bi se vedel, jaz se kaj dosti ne spomnim knjige, ampak vem pa, da mulj sem jo zelo bral in Arsène Lupin je eden od teh likov, ki je zelo vplival name, oziroma ki sem ga imel zelo rad, tako kot Sherlocka Holmesa in podobne. Skratka, Igor, zakaj gentleman? Prosim? Zakaj, a ne bi bilo bolj, da bi bil gizdalinski vlomilec? No, ali pa vlomilski gizdalin? Gentleman je pa res francoska beseda. Zaščitena beseda. Ja, ne vem, kako je v francoščini, ne vem, nisem zdaj preveril, ampak domnevam, da ni gentleman, ampak Gentleman? Vem pa, da nimamo pač ustreznega prevoda tega, ne? Pač, ker gentleman je cela neka social... prav je, gentleman cambrioleur. No, vidiš. Vidiš, tudi francozi so imeli gentleman. No, kot skušam že tretjič zapored, zdajle, Igor, ti si na vrsti, da nam obnoviš zgodbo 5 delov, skratka, kaj je Arsène Lupin, zakaj ta dolg uvod v serijo, oziroma zakaj je serija Lupin, ni Arsène Lupin, ampak Lupin, o čem se gre, o čem bomo govorili, Igor? Torej, Lupin ni neposredna predelava teh zgodb Leblancovih, ampak vzame nekoliko podoben pristop kot Sherlock, britanska serija, in sicer, da je dogajanje postavljeno v sedanjost in da so reference en metatekst, ki se cel cajt v ozadju dogaja, pri čemer pa glavnemu junaku niti ni ime Arsène Lupin, ampak mu je ime Hassan Diop in je sin imigranta, ki je bil šofer pri nekih bogati družini, ki je na to od tega očeta obtožila, da je ukradel nek diamant, na kar je Hassan se odloči, da se bo maščeval za to krivico in dejansko v prvem delu on ukrade ta diamant, ki se je spet pojavil. In ima razne fake persone in dost kompleksno življenje zaradi tega. Je pa to je glih ena od glavnih prednosti. On je hkrati ima celo tole fasade, ki jih gradi okrog sebe, poleg tega pa ima bivšo ženo in otroka, s katerimi ima ena pristna razmerja in cel cajt uspe nekako navigirati vmes med temi različnimi osebnostmi. Hkrati pa so tele njegovi podvigi vlomilski, ki so zmeraj, niso nikoli pridobitni, ampak so zmeraj neka moralka od zadaj, razen ko pokaže, kak je v začetku začel, ne? So ti njegovi podvigi zelo drzni in zelo premeteni in ko gledaš, te preseneti, recimo na neki točki se da v zapor zapreti, da potem pride do informacij, da potem že ima cel načrt, kak bo ven prišel na enak način kot on v knjigi. Hkrati dodatno meta pa je še, da eden od policistov, ki preiskujejo celo zadevo, je cel cel pripričan, da je pa to točno tako v romanih, točno tak je in mu noben noče verjeti in je kar zabavno. Tako da
po mojem, jaz bi rekel, da če vam je bil všeč Sherlock serija, to je na nek način še boljše. Sploh zato, ker Sherlock ima te sezone, kjer ima en del, ki je čist za nič vmes, tukaj pa zaenkrat v teh 5 delih so prav vsi odlični. Tako da to, kar bistvena prednost, nima filler epizod. Okay. Mogoče, da si omenil Sherlocka, bi mogoče navezavo tudi malo na Lutra tudi dal. Se mi zdi pa, predvsem zaradi tega pa, pač, ker sta oba sta taka pač impozantna, dvometrska, skoraj da lika, ne, in se mi zdi, da imata tudi en podoben način, se mi zdi, igre v določenih nekih emocionalnih stanjih, da tisto, ki malo zategne, pa malo kako glavo nagibata in ne vem, se zdi, da sem se tudi na to malo spomnil, predvsem tudi mogoče glih zaradi tega, kako je tudi lik njegov zastavljen, ne? Se pravi, pač to, ker ni narejen tako, da bomo zdaj pa, nam bo pa lušten, pa jazen vse čas, ne? Se tako, kot Igor rekel, so te moralke, not imamo, ne, pri njemu to pot, ki išče, kako bi odkril skrivnost, kaj se je v resnici zgodilo z njegovim očetom, ampak po drugi pa tako, kot si rekel, pač, da morata žonglirati vse skupaj, pač niti ne tok, ne, glede na to, kako mu je in razpada zveza in kako je s tistim, sin ima rojstni dan, pa res, ne, ki ga potegne noter, se mi zdi, da je vse to njegova obsesija s tem, da bo odkril skrivnost za očetovo smrtjo, je tisto glavno vodilo pri njem in da vse drugo takrat pač gre na stranski tir, kadar se on točno, ne bi rekel, zapič v eno točko, ki jo sklene raziskati. Ja, jaz sem hotel točno to omeniti. Super, da si tudi ti pižama opazil, namreč ta neverjetna podobnost z igro Idrisa Elbe, ker se mi zdi, da malo je tudi, jaz mislim, da je malo seveda ta višina in ta impozantnost, pač, ker se mi zdi, da morata ves čas gledati ljudi dol in imata vedno ta pač rahlo nagnjeno glavo in tako malo eno tako pozo, hkrati pa tudi serija, mislim, da dostkrat počne to, kar tudi v Luther seriji, da si dostkrat vzame ta čas, da umesti lik v urbano okolje in dostkrat vidimo tako Luthera kot zdaj tukaj skratka Lupena oziroma Saja, kako pravzaprav hodi skozi po ulici, no, skratka, in ima ta neko tako tipično zibajočo se, zelo Idrisu podobno hojo, no, tako da jaz sem, moram reči, da kar se tiče igre, no, tukaj res nimam nekih blaznih pripomb. Skratka, slišali smo Igorja že, da je omenil, da je to odlična serija z odličnimi 5 deli. Kaj torej je nek splošen tist, kaj se vam je najbolj dopadlo, kaj vam je bilo najbolj všeč pri teh 5 delih zaenkrat? Mito, mogoče ti začneš, ker si bil do zdaj tiho. Zraven igre mi je predvsem všeč ta neka zelo sproščena pa napeta zgodba. Pa prikaz Pariza. Pariz je zelo evropejsko oziroma francosko prikazan. Ne vem, če je bil kdo pozoren, ampak Eiffla ne vidimo niti enkrat, ker Parižani ga pregovorno zelo sovražijo, jim je grd. Predvsem pa so vse te plasti Pariza, mislim, da zelo dobro umeščene, od rečemo na pol getov do suburbov, do centra, vse je zelo lepo povezano, dobro pretkano drug med drugim, ne? Tako da imaš en zelo lep francoski vibe noter. Po vrhu mi je pa všeč tudi ta, kako bi ti rekel, izbira tega, da v bistvu ni Diop dobesedno lupa, ampak je nekako navdihnjen z njim, on je odraščal z njim. Torej je hkrati ta lik nek konceptualni komentar in na samo zgodbo, nek meta varianta, pa tudi na družbo, v kateri se pač odvija. To ne pač njega ne vidijo, je kot ker je temnopoltje, kot pripadnik neke nevidne družbe, ne, in to mu omogoča vstopko v marsikatero pač lopovščino oziroma tatvino. Dostikrat mu služi tudi kot humoren
vložek noter, kako noben me ni pričakoval. A veš, 3-krat mu to reče, ja, noben ni vas pričakoval, ja, kaj mislite s tem? Ne? Ja, da uporabljate Twitter, pa stari ste, naprimer, ne? Se izmozgajo. Tako da, to mi je zelo všeč, pa humor. Humor mi je pa, ne vem, kako drugače to opisati kot zelo francosk. Okay. Vse, kar smo od Mituta zdaj slišali, je bilo francosk. Ja. Pižanska je tebi, kaj je tebi všeč? Recimo ti si bil tisti, ki je tudi nam predlagal, ne nazadnje, da bi to delali in si nas dobesedno zdaj ti povabil k sodelovanju, tako da dej povej, kaj je tebe toliko pograbilo pri tej seriji. Mene, to mislim, da je to, kar je Mito že rekel, pa tudi kar ste, Igor, prvo ta, kako je super ta metatekstualnost upletena, kako je noter pač to zgodba, napajanje zgodb, kako on kopira, vleče vzporednice, kako pa ta policist, ne, ki ga vsi, on je res mi tak dober lik, kako se vidi, pač uno je, on ve, on je poštekal, ampak vsi samo, da je to ni važen, ti vidiš tle neke privide, te nekaj, kdo knjige danes bere. Ja, to je. Stvari. Se mi zdi tudi tega ful, tako rahlo preklapla se mi zdi zgodbovno, ne, jih umešča tudi, se pravi, da niso vse na isto špuro narejene, niso vsi primeri, rekel, vsi deli, zdaj bomo pa imeli neko zgradbo približno podobno in bo zmeri našpona, ne, ful se razlikuje, recimo ta prvi del sploh se mi zdi, ki je tako humorno, tudi dober s tem, kako se on noter do teh unih malih dilerčkov v uni stolpnici prikladi. To je ful tak Guy Ritchie moment. Zdaj ful je ta pač ta evropski urbani geto gangster scena in ampak spet ne na en tak dober način, pa to, da tam razčefukajo Luvrno. To je, mene so tam kupili, da se gre. Mene pravzaprav sam zanima, ne, pač, a veš, kje je bil takrat ta priznani kustos Jacques Sonnier? Ne, to mene zdaj zanima. What? What? The renowned curator Jacques Sonnier. Ok, fantje, Da Vinčijeva šifra, ste slišali kdaj za to? Ja. Najbolj perfuknen uvod ever v literaturi. Ta najbolj bedni renowned curator Jacques Sonnier staggered through the vaulted archway of the museum's grand gallery. He lunged for the nearest painting he could see, a Caravaggio. Grabbing the gilded frame, the 76-year-old man heaved the masterpiece toward himself until it tore from the wall and Sonnier collapsed backward in a heap beneath the canvas. Ko, res, reference na Dana Browna ne delujejo, v redu. To pomeni, da smo kot družba napredovali. To je v redu. To smo, samo še 2 koraka smo do replikatorja in... Ja, jaz moram res priznati, da nisem nikoli bral Dan Browna, tako da... Jaz sem ga pa se pač zdaj tu s pepelom posipam, I guess, da mi ni potegnil... Ne, predvsem zaradi tega, ker to so ful se norca delati iz tega. Od imen likov sem se zapomnil Langdon. Langdon, ki je bil podoben Harrisonu Fordu. Ne, jaz mislim, da imam tu pri meni je posredi poklicna deformacija. Nekdo mi reče kustos, pa najprej mislim, fuck, sem poslal vse razpisano okrog. Tako da, mislim, to, da ta Louvre razčefukajo in glih to, da ga, se mi zdi tudi to, kako ga ne ulepšujejo, no? Da ni, zdaj bo pa on tlele, bom rekel, zdaj glih vitez na belem konju, ampak nekdo, ki se bori za to očetovo zgodbo, za njegovo pravico in je ves brezmažen, ker vidimo pač, da tudi on ima kar dost nekega masla na glavi. Sicer je pač nikoli ni šel v neko to, bi rekel, totalno zločinsko polje, ne, zmeri ta Robin Hoodovski moment zraven noter, pa prnemo, ne pač, kaj si rečemo, ne pa si zaslužil. Vse ta, kaj nekaj imaš uno, kaj vidiš v uno mamo v unem stanovanju, kaj vidiš, pač fakt je tle, koliko je bilo tle nekih odsekanih dlani zraven, ne, da ima ona vse tiste neke nagačene živali, pa zlato, pa dragulje v stanovanju. Ne, veš, ne, kaj ti, ampak ja, ne, ni, da bi bil
zdaj on popoln angelček. In šel pa pač dejansko pelje in ta zgodba dvojna, ki je pa spet ful sodobno, dejansko imata totalno neke stvari, ki so tukaj in zdaj uporabljati. Od te, ne vem zdaj, kako te nimajo glih Alexa, ampak neko drugo verzijo. Ne, v tem Siri ali v tretjem delu z tem komisarjem, ki je totalno noro noter narejena, do potem, ne vem, teh pogovornev, da pač kako ta Twitter upelajo noter in pol, kako njega samega, kako mu spodnesejo tla pod nogami v tisti pogovorni oddaji. Res je pač tukaj in zdaj zelo, zelo, zelo aktualno nagovarja tudi našo dejanskost. No, fino. Igor, še imaš ti kaj za pridodati? Ja, še ena stvar, ki je niste omenili, ker smo zdaj imeli cel ta meta debato in vse to in art. Mene je pa še dodatno ena druga stvar presenetila in to, da me je zgodba presenetila, da nisem dobil tega, kar sem pričakoval. In vsak preobrat, ki ga nisem pričakoval, je bil zelo pozitiven. In to, glede na to, koliko stvari gledam pa berem, se mi zdi, da je nekaj, kar jaz osebno zelo redko dobim in bravo. Ja, okay. Ena stvar, ki sem se jo recimo tudi zdaj še spomnil, to pač kao ti sodobne, se pravi, je ta trik, ki ga ufura z raznašalci hrane. Ne, kako vse naroči na tisti trenutek noter. Se pravi, spet ena stvar, kjer ljudje, se pravi, scenaristi so opazovali, se pravi, gledali, kaj bi lahko danes uporabili, kaj je ta stvar, ki jo lahko pripeljamo zdaj, da bo on zmedel. Malo je to omaž recimo filmu, Bessonovemu filmu Taxi, kjer podobno sceno izvedejo z dostavljavci pic, ki so vsi na skuterčkih in potem na ta način vnese zmedo. Je pa res, da tele Voltovci so v tem času, ko je to vam prišlo, edini ljudje, ki jih zunaj srečaš, tako da je bilo toliko bolj tak, moment. Ne vem, o čem govoriš, a to imate vi v Ljubljani. Ja, jaz moram tudi reči, da večinoma to, kar je predvsem zdaj tudi Igor na koncu, pa se smo vsi približno podobnih mislim, ampak všeč mi je bilo to, neko posodobitev nekaterih stvari in ravno tam tiste stvari, ki mi niso bile všeč, so bile verjetno dobesedno pobrane iz romanov ali pa zgodb, tiste stvari, ki so mi bile pa všeč, pa so bile ravno taki, pač mali tviki nekih teh trikov, ki jih pač precej posodobijo. Pač meni recimo tista pač njegov pobeg z zapora mi je pač precej neumen. No? A veš, to, da si ti narediš, da si mrtev, da si se kao obesil, pa noben ti ne razpara srajce, da bi opazil, da si pač tam z uno mrežo privezan na unštrik, to se mi zdi tok neverjetno, ker te uživljajo in počnejo s tabo marsikaj in ne gledajo na cote in na nič. No. Take stvari so se mi zdele, da bi lahko mogoče kako drugače naredil. Se mi pa zdi ravno to pač plus serije, da ne pretirava z sodobno tehnologijo na način, da bi zdaj on neki hackal skozi pa neki ne vem kaj, ampak da večinoma so to triki, ki še danes delujejo. Ne? Pač ti prideš se lažno predstaviš kot policist, rečeš, gledaj, dajte to men, dragulje, jih bom jaz čuval. Pač to je basically kako tudi danes prevare še vedno delujejo. Pač ti moraš biti oseben stik, pa totalno prepričljiv in on ima pač tako nastop, zelo menja te razne stvari. Moram pa reči še to, preden bom dal pižami besedo, ki je dvignil roko kot v šoli. Lepo si se naučil z sinom, kako se obnaša na Zoomu. To Zoom narediš človeka. Skratka, edino še ena stvar, ki mi pa ni bila všeč, je pa rasizem do IT-evcev. To pa mi ni bilo všeč. No. To, da se tip obleče v piflarja in se tako z neko kapo na glav znotri in tako in neki govori in tako. To pa mi ni všeč. Tudi IT-evci so ljudje in jaz mislim, da niso vsi geeki in da se znajo lepo obnašati. Zdaj že tudi Igor dviguje roko iz protesta.
Povej, Igor. Ne, tam je pa genialno pri tisti sceni glih to, da uporabi ključno besedo, ki jo vsak IT-jevec lahko uporabi, da dobi pozornost vseh nadrejenih. Reče, pornografija je bila. Ok, pol pa te bomo resno vzeli, vse imaš prav, ne te gleda več v oči, gremo dalje. Pižama. Ja, hotel se reči, jaz pa zdaj ne vem, a smo to generacijsko narazen, mogoče bi Igor, če se bo tega spomnil, ampak se bo jaz, meni glih ta prizor iz zapora, kako pobegne ven, ful me je spomnil na neko serijo, ki sem jo gledal kot mulc, pa zdaj ne vem, ne kaj je bilo, ampak mislim, so bili neki gusari, ali neki, kjer je pač model, tudi to, ki je bil obsojen na smrt z obešanjem in je potem neko cevčico pogoltno, neko cevčico si spravil v sapnik, da pač ga obesijo, da bo njemu ne bo zdrobil dihalnih poti. Tako prav dejansko sem tako stvar, na katero se nisem spomnil 20-30 let, pač je bilo, ker sem ta prizor rekel, to je pa verjetno tudi pač delno nek pač sodobna verzija omaža temu. Tole s cevčico pa se jaz spomnim iz ene knjige, ne iz serije, ampak dejansko je bilo v tisti zgodbi nekaj, pa zdaj ne vem, mogoče Karl May ali nekaj takega je bilo, ali pa so bili neki gusarji s to cevčico, se prav res spomnim tega, ne pa iz TV-ja. Je pa, ko smo mi bili midva bila dost mlada, ona dva pa še bolj. Ker sta bila še bolj taka paglavca. Je bila serija Arsène Lupin na nacionalki ali pa na HTV vsaj. In možno, da je bilo tam. Ne vem. Jaz imam tako občutek, da je bilo nekaj bolj gusarskega, no, ne vem zakaj, ampak ker je bil on pa ta tip pa nek mulc in da ga je pol unga rešil in to so te stvari, ki ti pridajo pola, veš, ki se ti tako dogaja, tako ka ne se zdaj spomniš fakt, ker sem bil mulc pa si gledal tam neke te nadaljevanke srednjeveške, pa kaj je bila kuga, pa si mislil, veš, kaj če se to zgodi, ne, in evo. Pa veš, ko podoživljaš po 30 letih spet te otroške travme 40. Ampak glih to, kar si rekel, Aljoša, pač ja, ok, da si tisto kapco, pa malo piflarsko govorim, ampak meni je pa tle to tako dobro, model je res fucking 2,20 metra, malo da ne, veš, ampak je tako, bom dal pa kapco gor, pa očala, pa bom malo drugače govoril in bom pač, in itak pol igra še na to karto, ja, seveda, a ne, pač temnopolti, pač nas samo malo na poševno pogledajo, ker ne, sploh se ne zatopijo, ampak ki dejansko skoraj tako kot pingvin iz Wallace and Gromita, iz The Wrong Trousers, kada uno rokavico dol z glavi, pa ti si bil. Ja, ta karta rasizma, to dostkrat odigra, pa tudi v resnici se kaže, ne, v tem, kako pač se on ne spremeni toliko svojega videza, samo pač ljudje, belci si pač težje ločijo temnopolte med sabo in potem vsak izdela čist 8 fotorobot in te fotke pač gledajo čist druge, pač zmeraj drugačen tip gor, pa meni tudi zelo všeč ta, pač, ker to je vendarle ideja, kjer si obrobje neki priseljenci iz Senegala pograbijo, vzemejo knjigo, neko kulturno zelo jasno pač Arsène Lupin in ta njegovo džentlmanstvo in njegovo Robin Hoodstvo je seveda zelo vezano na nek prostor in čas v preteklosti in na nek razred. Ne? Tukaj si pa nek otrok, ki mu fotor da to knjigo izbere, itak je knjigo spet vzel od svojega gospodarja, tako rekoč, ne, ki mu je dobra gospodarica kvazi dovolila, da eno knjigo nese svojemu sinu, no in on mu izbere to knjigo in pač mulc ima to knjigo kot svetinjo, nauči se je na pamet, bere bolj kot Biblijo, skrito je ima v Bibliji noter v tej tisti neki čudni katoliški šoli, kjer se vseeno spoli lahko mešajo med sabo, kar je pač za katoliške šole še kar nenavadno. Francija. Ja, Francija, no, pač lejh prislete liberale. Skratka, no in si pač vzame neko kulturno, apropriira si pač skratka neko čisto stvar, kjer je, Arsène Lupin zdaj na pamet govorim, se ne spomnim, ampak domnevam, da pač je tam zgodba, to čist se dogaja med belci, visoko družbo in ni nobene revščine in tega bolj ali manj ne, ampak tukaj si pa vzame on in si prisvoji zase, no in to se mi zdi zelo dobro in je dost boljš to, kot pa da bi on zdaj bil neki
nov Arsène Lupin, pač neka nova verzija, tako kot je recimo Sherlock v Sherlocku. Mi to nekaj si hočemo. Ja, meni se zdi, da jaz bi šel še korak dlje. Jaz bi celo tako rekel, da on je uspešen ravno zaradi tega, ker je bolj Francoz od Francoza. Da so vsi ostali, ki so belopolti Francozi, ki ne berejo, pa se samo lovijo kot mačka okrog lastnega repa, ne? Nasedajo na pač neke trike neizobraženosti pa rasizma, medtem ko on je pa naučen, pameten, načitan, ravno zaradi tega, ker se ne tako dobro asimiliral, ampak ker je mogoče bolj Francoz od samega Francoza. Ne? Tudi potem na drugi plati imaš pa Jusufa, detektiva, ne? Ki pa mu je nasledi, ker je tudi načitan, ker on pa šteka, to je pa nek lik iz francoske literature, pa se še vsem reče, pa se to smo brali v osnovni šoli, kaj je z vami, ne? A veš, medtem ko so vsi samo tavajo o temi, ne? In se mi zdi, da v bistvu Francoz lovi Francoza, samo da pač nista tradicionalna Francoza. In se mi zdi ta zasuk, ta trik, ta komentar, seveda, ne, genialen. No? No, skratka, ja, sta Francoza se pa ne dela ta Francozov. I guess, ja. Pa, ker si omenil Aljoša, če tam pač zdaj ne znam rekovaj gospodarja, ne, pač tega tajkuna, ki sfejka to krajo, grlice in vse. Kot prvo, pač, meni je bilo tako malo bizarno, je bilo po svoje tako, meni je to malo zmotilo, ker so imeli te časovne preskoke in pol na nekih točkah pač so menjali igralce, nekje pa ne, in glih ta Peregrin igra sebe, ne, in tam je bilo kar tako malo, tisti je mečkano, okay, ne zgleda, glih najboljš, mislim, že zmer zgleda boljš, kot kar Bran, ki laufa po strehi zimišča, ampak a je bil še komu, a je še kaj gledal in pač zunanji izgled in pač pizdarije, ki jih je človek počel, a ni tak BMZ? A ni, no, tako, kaj ga vidiš, rečeš BMZ. Pa ne bomo zdaj kratice razlagali, da bomo politično korektni, pa da nas ne ukinejo. Ampak ja, jaz bi ti pritrdil. Se samo kakšna cigara, namesto ga čika manjkala. Ja, Pellegrini, ne? Ali kako, ne? Pellegrini, ja. Ptici. Ubeat. Pa ta prizor pri bazenu, on je bil tudi, je spet to mal ne igra na, kaj gre v preteklost, igra na te rasne predsodke in stereotipe, ne, ti pa mislim, da ti si v meni najbolj mučen prizor za gledati, ker ne več, če preplavaš do sem, ne, pa dobiš poljub, ok, not cool. Ne, ampak to se mi zdi, da daje lepo osnovo na to, kako on zna uporabiti vse te stereotipe pa predsodke sebi vprit. Se tudi potem, ko on v flashbacku dobi šiht v Louvru, ne, ko mu že on reče, ne, pa on hitro poškili na fotografijo, reče, a si Senegala? Moj fotor je bil Senegala, veš, pa zašpila na to, kao, mi migranti smo brati, bla, levo, desno, v bistvu zašpila zopet bolj Francoza kot Francoz sam sebe, ne, a veš, tako, se mi zdi, da se nauči, da mu da to eno lepo plastiko vse na gor, ne. To je kar res, ja. S tem, da pač jaz vseeno pač moram reči, da meni so ene stvari mi niso bile tako blazno všečno. Meni se zdi pač že od začetka jasno, da je on tip pač zavarovalniško goljofijo naredil in se mi zdi zelo smešno, da moram 5 delov gledati, da on to skuš, ker se mi zdi, mislim, ja, če ni tvoj fotor ukradel, kdo je pol? Noben. Pač, ja, to je poanta, noben ni ukradel. To bi lahko vedel tisti trenutek, ko so ti dragulji oziroma ta karkoli že je v grlca, spet našla pot k njim, k familiji, ne da bi kdorkoli pojasnil, kako so prišli nazaj do tega. To se mi je zdelo mal za lase privlečeno. Ja, jaz bom tako rekel, ker zraven kot prvo, on je bil mulc, ko se mu je to zgodilo, oziroma ko se ga odpeljalo v dom, ne, pa fotor potem obesil, pa ima še potem ta element maščevanja, ne, on je dosti jezen na celotno zadevo, pa mogoče je bilo to tudi lep cajt slepilo, ne, zanj, da ni mogel trezno pogledati na to. Mi kot gledalci, ne, seveda lahko hitreje prideš do tega, ampak mogoče on, ki pa bolj čustveno upleten, kar je, ne, tudi pokaže, ne, dosti neko srd določen, ne, da, ja, mogoče, no, maybe. Sklepam.
Mogoče, s tem, da pač tudi meni ti Pelegrin, ta tip ni čisti jasen, kako ni takoj pomislil na tega pač sina tistega človeka, ki ga je zajebil, ker pač si predstavljam, da neki dost temnopoltih drugač itak nima v tem to pa ta fora, veš, onih gori ne zanima, kaj mi počnemo tle od spoti. To je tudi res, ja. A veš, mulc od enega, ki je bil šofer, ni šans, da je bogataš. Ja. A veš, tlej to tudi, ne, se mi zdi pač malo to, da ne pomislim, pač mi smo unga je, ne, itak, se tlej mislim, da se sploh ne ve, da on ni vedel, ne, da mu je žena plačevala pol za šolo pa vse. Domnevam, da ne, no. Kje imaš polno torbico, ki si se kupila prejšnji teden, ki si rabila to gnare? Glej, če na aukciji preverijo, kdo je ta tip s tem, da pogledajo na Wikipedijo, pa pač to vzamejo kot relevanten vir informacij. Ta bila močna, ta bila res močna. Pol pač je tudi to možno, ne, skratka. Definitivno pa se strinjam pač s tem, kar smo rekli, da pa ne... da pač vseeno mu Diopu ne uspeva glih tako dobro žonglirati, no, družinskega življenja, pa unga glede na to, da je pač cliffhanger, s katerim zaključimo to. Prvih 5 delov je seveda, da sina Raula ugrabi ta nov temnopolti, ki ga svoj henchman, ki ga pač pošle ta bogataš nad njega. Skratka, imamo tudi malo te, se mi zdi, meni to se kar dopade, no, da malo preigravamo tudi te rasne, pač kao jadnat, črnca pošli črnca, češ, glej, umazano delo, spet dela pač nekdo z manjšine. Ne? Kaj torej pričakujete, kam se bo razvila ta sezona in kaj menite, da lahko taka serija dela naprej, glede na to, da bo se to s Peregrinom po mojem razrešilo, vsaj če ne, na nek način. Mita. Blage, mene ravno toliko preseneča ta serija kot tebe. Knjig nisem bral, tako da glede na to, kjer naslove je vse prej Aljoša naštel, koliko tega štofa, mislim, da še moja marsikaj za obdelati. Drugače pa res ne sanja se mi, nimam blage. No, mislim, vsekakor lahko pričakujemo, da sina bo rešil najbrž. Ja, upam. Peregrina spravil ob dobro ime ali za zapahe ali kaj podobnega. Mene zanima, veš, kakšna bo zdaj ta dinamika med Asanom pa med Jusufom. Ker se pač po eni strani ima on kot policist pač vse na dlani, zato ker ve, v kaj je vpleten, da ga aretira, ampak po drugi strani pa se pa zna zgoditi, pač, da ga bo spustil in da pričakujemo neko sodelovanje med njima, da tle dobimo zdaj, da nas čaka, da bosta ona dva nekako med sabo, mislim, mogoče celo mimo vseh drugih policistov sodelovala v tem, da bosta skušala rešiti Raula. No? Tukaj se mi zdi, da bi mogoče lahko v to smer pelali. In potem imamo pač ne zdaj samo njega, ampak mogoče tudi malo več Jusufovega vidika in kako bo on zdaj to žongliral med tem, ta človek je v resnici dober, a mu pomagam, ali ne, do otroka prideti, pa se ne, mogoče, če zdaj njemu skozi prste malo pogledam, lahko dobimo eno ful večjo ribo, ki je dejansko delala neke pizderije, ki so ogrožale, pač škodile celotni družbi kot taki. Ne. A veš se, on je, če tako gledaš, ta je Richard Murdoch type, ne. Model. Ne, on je zajeban, pač človek, zaradi katerega se potem monarhi selijo na druge kontinente in podobne zadeve. Če imamo kakšno aktualno referenco za vse naše poslušalce, ki berejo Lady. Ja, ne vem, jaz sicer mislim, no, da te moram malo razočarati, Pižama, da ne bo nekega sodelovanja. Jaz mislim, da mu bo kar hitro pobegnil, ker za Rajcera nekako sem skužil, da on že pol krade avto, da lovi, da pač gre za sinom in ga tam že bivša žena napade. Tako da mislim, da ne vem, če bo to noter. Definitivno pa si predstavljam, da bo organiziran nek mit, pač neko srečanje, ki bo med nekim družabnim dogodkom ali pa neki ne vem kaj, in on bo seveda
spet 3 korake pred vsemi in bo vse trike izkoristil in naredil za to, da bo pač prišel do sina z nekim, upam, da kul trikom, no? Ker meni pač najljubši, da še ne pozabim, moj najljubši trik v tej celi prvih 5 delih je pa ravno ki ugrabi unga komisionerja, se pravi načelnika, domnevam, da. In pač samo se naredi, da gre od tam, ker jaz sem bil v začetku ful jezen, ker sem bil, menda ne greš človeka ugrabiti v službo, zakaj neki bi to naredil, pograbiš ga na ulici, zakaj si ga v službi, pol pa vidiš tist, nikoli ni šel od tam, ti lisica ti, no to se mi je pač zelo dopadlo, no in jaz bi imel, pač združuje tu neke te Mission Impossible, heist movies, trike, ki so meni čist cool, pa se pravim, samo da ne bo zdaj nekih preoblek z nekimi maskami, kjer bo impresioniral ne vem koga in ne vem kaj. To bi bilo že malo too much Tom Cruise. Zdajmo pač ostanimo pri teh rokohitrskih uličnih trikih, no, ker se mi zdi to, da to vseeno da karakteru neko fizičnost in neko pač človeškost, no, da ni superhuman, ne vem kaj. Če smemo en korak mogoče nazaj sam še narediti, preden nas odpelje, se zdi, da ena stvar, ki smo jo pozabili pomeniti, je pa pravzaprav tista, ki je pa, se zdi vsaj dejansko mogoče niti ne toliko Francija, ampak v Sloveniji najbolj aktualno udar, je pa ta zgodba od te Fabienne Berriot, od novinarke, se pravi, kako novinarka, ki odkrije neko pač neka zločinska dejanja, neka kazniva dejanja, kako je pravzaprav ves ta sistem nekih mogočnežev, se pravi splet politike, medijev, tudi policije, kako dejansko jo utišajo, kako jo, in glih to pač, kako jo pravzaprav ji ubijajo voljo, kako je, pač se mi zdi, da to je tisto, kar je danes pač, kar tudi videvamo, ne, pač pri folku, ker se tudi jaz zase priznam, da kdaj tako pač, a se mi da ubadati potem, ne vem, stavžen tu nimi, ka veš, da so pač 3 LD, ampak a se ti da vse tisto sranje pol poslužati, prenašati in pač, pa tle govorimo o neki minimalni stvari, ampak koliko je pač ljudi, ki vsakodnevno dejansko doživljajo neke te organizirane napade zaradi stvari, ki so jih povedali nekomu na poziciji niso bili po volji. Pa zdaj, ali je to neka novinarka, ali je to bivša predsednica stranke. Ne, tudi to se mi je zdelo zelo pomembna tema, no, ne zaradi tega, ker je sodobna, ampak tudi ona umre, ne, in je tudi ta smrt zelo močna. No, mislim tako, emocionalno gledano njega tudi prizadane, ful, ne, pa tudi za gledalce zelo tak hardcore pribita noter, no. Tako da mislim, da so kar ciljali na neki tasga, da je res bolj oster komentar na vse skupaj. No. Čeprav zdaj ne vem, v Franciji je to, I guess, da je, no, isto kot pri nas. Če ne drugega je Malta blizu. Ja. Ne, meni je bil sicer v tem razmeru najbolj všeč Kuža, Jacques. To mi je bilo tako, ki ima tako ime in vsakeč, ko je slišal pač Peregrina, je sem zalajal in mi je bilo tako, wow, the best. To bi jaz tudi svojega psa naučil, mogoče ne pač na to ime, ampak na kakšno drugo. Ampak... Na besedo honorar. Se tudi... Na besedo honorar. A ja. Ja. Se je tudi kar on the nose komentar, ne, da bi to watchdog na zločinca, kar skočijo, ne? Torej novinari, ki so watchdogi, bla bla. To je vsekakor zelo dober vidik, pa zelo v redu je izvedeno, čeprav se mi zdi, da bi na koncu moral tam, ko njega izigrajo, se mi zdi, da je malo preveč naivn, da glede na to, koliko je že izvedel o teh ljudeh in sploh, ko ugotovi, da je trgovina z orožjem v igri, da bi ga moralo bolj strah postati in bi moral še bolj resno jemati, ampak najbrž se je prvič srečal. Je pa tudi res, da nam pošljajo 2 človeka, ki jo on premlati, tako mimogrede, in da že stopi ven studija, pa se že slači pred vsemi, tako dobesedno, niti ven še ni prav stopil, že lasuljo dol jemlje, tako da očitno ga pač ni strah. To je človek, ki ne jebe, ne vem, žive sile. Se obvlada, to je v prvem delu pokazal, da obvlada, ne? Pa tudi za spalco jih je pretepal, kar se mi zdi pač homaž na originalni lik. Pa še to,
Mislim, da v celi seriji je to edinkrat, da ga tehnologija izda, pa še to po vrhu VHS kaseta. Ja. Je pa tudi res, ne? Zakaj ni smel kopije, zakaj ni kopije? Ja. To pač očitno ne obvladajo, zna v Wikipediju pisati, ampak VHS ta pa bi on. Mogoče bi od Dunga tam na kaj je na Čopovi v podhodu, veš, kaj ti kamada ti presnemava stvari. Ja. Glej, sej je tudi tako, ne, da mislim, pač ja, tle so pač malo, sej tu pa tam so kakšne stvari, ki pač spet mene motijo in ki pač niso bolj dobro premišljene. A veš, na neko Twitter objavo, v katerem ti postaš nek video, se noben ne odzove tako, da reče, ja, kdo je pa ta anonimen tip, pa živimo v cajtu anonimnosti in jasno je, da je nekdo, ki je objavi nekaj takega, da hoče ostati anonimen, da pač se zaščiti in pač govoriti, ja, tvoja pač ta objava pa nič ne velja, zato ker si anonimen, pokaži se, če se upaš, mislim. Če bi mi tako počeli, pol bi Boga Alenka Štrukelj tako za vsaki 5. profil mogla se razkriti. Pa, it is I. Aljoša. Nekaj sem rekel Štrukelj. Ja, je raj. Ja, se prečujem. Ja. Ne te za knjižnih blogerk noter, ko ne mar. Ja, ne vem zakaj sem zdaj, se prečujem literarni lekarni, ker sem zdaj tole zamešal. Gospa je raja in to ni nobene povezave. Sicer pa ne veš, mogoče pa ne veš, no? Lahko so tudi blogerke. Lahko SDS ima tudi blogerke. Jaz sem glik zdaj, ker za te Streeterjeve večer, sem se pripravljal, eden od psevdonimov, pod katerim je Streeter objavljal, je bil Kopriva. To se še celo nekaj spomnim, ja. Mislim, da tle ni šlo za omaž. Ja, vse ne nameren. Je hotel kdo še kaj dodati v teh 5 epizodah? Ja, ne vem, a ste bili, ko smo prej že Sherlock Holmesa omenili, pa tudi te sporednice, vi ste vsi serijo omenili, jaz sem pa imel najprej Guy Ritchieve filme, pa niti ne toliko zdaj po temu montaži ali pa kako pokaže, kako kdo kaj naredi, ampak po citrah. Ne vem, je bil kdo pozoren na zvok? Ena tema je noter v glasbi. Ja, vsi se namrščijo, zdaj, kaj je ta razlaga tlele? Skratka, zvočna zasnova... Nekaj raj v vizualijah govor, ne o muski. Zvočna zasnova te serije ima ta neki heist teme noter, ampak so pa ene citre. In to je Guy Ritchie tudi uporabil v Robert Downey verziji. A je kdo vidi? Ne, noben. Okay, no. Ne. Robert Downey. Jaz se spomnim, mislim, tam je. Jaz se te spomnim samo potem, da Stephen Fry kot Mycroft Reed pokaže. To je, mislim, da največji dosežek. No, viš, toliko teh referencah, on prej Da Vinčijeva, pizda zdaj pa ja. Si pa, ki si Guy Ritchie omenjal, gledal sem zadnjič že tele The Gentleman, a to ste gledali? Ja. Evo spet, kaj imaš pač po nekih teh meta... Čisto sem se spomnil in dejansko, da sem se prav tako, ko sem se zdaj pripravil, sem se mogel spomniti, a ta prizor, ki so gor, ki isti flat, skoraj isti flat, pizda, ki te pridejo nazaj v prvem delu, ki pride do unih delerčkov ali pa so oni v unem crackdownu, ki opade, tako pač, se pa še čaka, kaj se je zdaj zgodilo, kje, kje so imeli, ker ne, zelo isto je. Pove nekaj o uniformnosti urbanističnih slogov urbane Evrope. Ja, viš, tisto v Parizu pa Londonu rečejo geto, pri nas pa 2900 € na kvadratni meter. Nadstandardna gradnja. To je še malo, to bi še zdal. Kaj je to Medvode, center Ljubljane? Ja. Skratka, ja, jaz mislim, da smo bolj ali manj povedali. Veselimo se nadaljevanja, no, jaz res upam, da bo to pač polet. In da to pogledamo. Jaz sem sicer vmes preveril in IMDb je že prešaltil tako, da je dal, da je prva sezona 5 delov, tako da zdaj ne vem, kaj to pomeni, ampak... Druga sezona pač, I guess. Ja, ne vem, pač drugače je bilo na Netflixu, mislim, da še vedno bilo drugi del prve sezone ali nekaj tako, ali nadaljevanje, no sej. To danes v teh časih itak sezone, ne vem, koliko še ima smiselno to poimenovati, ko to tako izhaja. Sezone so za bogate ljudi, veš, mi imamo.
Zdaj je na vrsti Star Trek kotiček, skratka, Mito je poiskal podobnosti z Star Trekom in tokrat si izbral kaj? Deep Space Nine, 7. sezona, 15. del z naslovom Badabing Badabung. Ja, sliši se zelo podobno. Ja. A lahko to poveš po francosko? Le Badabing de Badabung. In kaj je zdaj ta usporednica? Usporednica je v bistvu heist koncept. Dogaja se na holodecku, kjer en lik, ki je kot Frank Sinatra iz teh Red Packa v Las Vegasu. On je hololik in ga ogroža nek virus, računalniški virus. In vsi glavni liki posadke, te postaje, so dosti navezani na ta umetni lik oziroma literarni lik, da mu skušajo pomagati, drugače bi ga mogli zbrisati spomine in bi vsa ta razmerja, ki jih je spostavil z njimi, bila zbrisana. Ne? In je zgodba tako, da pač je ta virus v podobi nekega mafiozota in oni morajo v bistvu izvesti heist rob v stilu Ocean's 11. Je zelo špasna, humorna zadeva. Še posebej pa mi je špasen, oziroma ni špasen, pardon, zanimiv tudi komentar na rasizem, ki se ga Star Trek sicer večkrat posluži, ampak v Deep Space Nine je zelo ponavadi zadržan. Tukaj pa je direktno tale Captain Sisko je temnopolt, pa njegova punca oziroma žena Cassidy je tudi temnopolta in Captain Sisko ima problem iti v Las Vegas iz leta 62, ker se mu gabi vsa ta scena. In prav citira torej boj za državljanske pravice pa volitvene pravice iz leta 62 v Ameriki, pa da on ne mara ta hoditi, ker bo nekako potrjeval to, medtem ko mu Cassidy nazaj lepo pove, da v bistvu to se ne gre, da mi spreminjamo kakršnekoli odnose, ampak mogoče gledamo, kako bi moglo to biti in da pač tudi, če greš tja pa uživaš, ne pomeni, da v bistvu karkoli žrtvuješ od tvojih stališč ali pa vrednot. Ne? In je ta en komentar noter, ampak ne me narobe razumeti, to je v bistvu samo en komentar, ki so se ga poslužili, pa je čist na mestu. V osnovi je to čist heist zadeva, še posebej pa, ker je to zadnji del pred zadnjimi 9 deli, ki so zaokrožen finale celotne serije, je tudi zadnji takšen, kako naj rečem, one-off, špasna epizoda, ki ni navezana v noben lok, zgolj neka razmerja med liki se še popucajo pa to. Tako da ful priporočam, pa ful del. No, ok. Skratka, to je bil Star Trek kotiček za vse tiste oboževalce in oboževalke Star Treka. Vemo, da vas ni malo, na to nas vsake toliko opomnite. In zdaj smo v rubriki, ki se imenuje Kaj gledamo, beremo, poslušamo, in ponavadi je prvi in tudi zdaj bo prvi naš gost in to je Pižama, ki je napisal cel kup čuda, zdaj sem pa jaz nekaj premaknil, cel za čuda velik stvari. Pižama, kaj si gledal, bral, poslušal, povej. Ker sem Slovenec, sem bral IKEA katalog. Jaz tudi moram reči, da se ga dobro prevedel. No? Da ta pol nekaj poveda, kakšno pohištvo za slovenskim imenom imajo vse. To pa ne. Plugi. Ja, oni so še zmer, mislim, dejansko so teli svinčniki, to so meni najljubši svinčniki, te njihovi, ki so potripakirani, so full folja, pač se sliši kot Erik, no. Skorda. Zdaj vsakeč, ki jih kupim, si zapojem. Mislim, da me je videla. Okay. Ne, glavno vprašanje je, kva so. HB, H ali B? Kemiki. Ne. Barbar. Drugač pa v zadnjem, pač, kar se nismo videli na par stvari, ki sem med, recimo od Gašperja Kranca Mestne ptice, ta risoroman, ki je Vige Vage izšel, mi je super zadeva taka. Se mi zdi, da je zelo pasala sem le tudi v ta naš čas, zelo melanholična, pa te neki šoti Ljubljane. Dejansko je bilo to tudi malo, pa če veš, ki si že 3 mesece v Šentjožboltu, ki je najbolj urbana stvar, ki jo vidiš, ki se ozreš proti
avtocesti, tam, ki zginja noter v hrib, ne, in vidiš en tovornjak z napisom še ljubljanske firme, ne, in potem gledaš tukaj in se po stripu sprehajaš tam za Bežigradom, po Viču in potem tako naprej. To, da se mi zdi, da me je ujela v zelo enem takem momentu. Potem imam 2 knjigi, ki čakata še, da ju se lotam, ker sta ravno prejšnji teden v dobu. Ena je ta Bridkost, je stvar s peresi, o kateri tako vsi govorijo in se neko moram preveriti, kaj je to za ena zadeva. Druga je pa, da sem videl, šlo ime mene, ampak Borut Golob je izdal novo knjigo Šala in že od takrat, ko sem... Jaz bom priznal, on je moj najljubši slovenski pisatelj, ki se piše Golob. Tukaj ne bom se motal kot mačka okoli vrele kaše, če nadaljujem tisto metaforo, ki jo je Mito prej začel, pa jo potem v drugo smer odnesel. Dejansko od Buka sem rekel Lipa Križ naprej. Sploh potem, ko sem to prebral in sem potem zdel, da pač človeka poznam iz krana in tako me navdušujejo in sploh recimo tudi ta Pes je umrl, ki jo zdaj gledamo zelo tako, glede na to, da gre za potovanje z vlakom, prehajanje mej, se jo zelo nostalgično da brati. Tale Šala je pa tudi, kot sem na hit pogledal, govori o sodobnosti, ne, pač kakšna šala je bilo zadnjih 30 let, tako da bomo videli, tam me še čaka. Na TV-ju končno gledam VIP. Nisem se ga spravil sproti, tako da zdaj malo z mojco to tiste za ob večerih in uživa, mislim, da kaj je ta modelno, zmeri poznam, kako Tony Hale je genialc, pa da ne govorimo sploh o Julie Louis-Dreyfus in ostali, pač ko gledaš te, ki si rečeš, ob teh ljudeh, ki si rečeš, kako je slovenski politiki rada dobiti še večje nespote od teh ljudi tukaj. To je pač kaj najhuj, če bi jaz to gledal pred 10 leti, bi rekel, kakšni kreteni. Danes, ko gledam, jaz sem vam fauš. To je fucking utopija. Leta 2021 je VIP utopična, ni distopična, ampak utopična serija. Si želiš si vsaj pol toliko kompetentnih ljudi in svetovalcev, ki so tukaj noter. Pa od Bigija, I Got a Story to Tell, na Netflixu je fino, tako kot se mi zdi, kar par teh pripelje njegovih mladostnih prijateljev noter in Pafi ne govori preveč in pokaže dejansko, kako je šel. Meni sploh mi je, recimo ta del mi je ful zanimiv, kaj noter govori nek jazz glasbenik, ki je bil njegov sosed. Tam pač kako jih njemu tudi hodil, še ki bo v srednji šoli in kako je pač kako, ne vem, te njegove neke te scheme ritmične v flowu, kako jih z nekim bebop bobni, snerom, ne, kako jih lahko vlečeš v sporednici. Se mi zdi, da to je pravzaprav ena taka stvar, ki se je pri fuljenih teh raperjih, ki so res na flowu bili hudi, pa ki so neke inovacije not upeljali, kako se zgodijo, recimo Rakim, ne, je eno tudi od teh, ki sta bila star, pač mislim, da je en od staršev bil jazzist in je potem kako je pedal not ali pa ne vem Ferro Manč, ki tudi gre čist kontra od večine, ne, kako nek svoj ritem ustvari potem z besedami. Tako da ta je ful lušten dokumentarc in pa še glasbe, to moramo, ker sem prej vprašal, kako sem preživel drugi lockdown. Pomagal mi je ukrajinski žid iz New Yorka. To se sliši zelo tako. Your Old Drug, en modelnik raper, ki je sicer tam 7 leti vletel na sceno in so vsi mislili, da je to nek anonimen projekt od NASA, ki je imel ful podoben glas in flow. In model je zdaj pač tako začel odkrivati korenine in je začetek lanskega leta ali predlani je izdal plato, ki je ful naslonjena na to neko judovsko izročilo, pač, ki je tudi zelo pač prisotno v New Yorku, zdaj pa to naredil Dump J. Krutoy Edition, ki pa pač začne se z Internacionalom in potem sam šiba čez ti prepa tudi v ruščini, to čist hudo,
meni se zdi, da pač nam kot Slovanom je še bolj zanimivo, kar res štekaš, pa stvari, ki jih tam repa, čeprav najbolj bizarna stvar je en človek, ki je Billy Woods, ki je tako, ki se zdi, da ga je ta Your Old drug precepil z enimi 6 dozami Sputnika, preden je šel tip pisati tekste, ki ima not najave, tipa Sail the Gulag Archipelago, ne, pa nekaj pa, kako je že The Collected Works of Karl Marx, Feed the Ducks in Gorky Park, in konča z najboljšo najavo ever. In the winter, the Moskvič takes few tries to start. Ne? In vzad slišiš kurbljanje enega Moskviča oziroma Trabanta. Tako nek model iz New Yorka, nek reper tam na poti iz New Yorka ti repa o Moskviču. To je tako, s tem, da itak nagovor je pa ful iskreno in tako občutaš te neke stvari, pač človeka, ki išče svoje korenine, ki ne dejansko je odpovsod, pa dejansko se ne najde nikjer in je čisto do. In še en projekt, evo, nisem še 5 minut, ne, kot je tle zapisano. Ne. Tega je link v zapiskih za tega Your Old druga, ki sem ga za novo muziko tudi napisal za album, moj album. Van Ghost je pa ena malo starejša stvar, sta pa Big Ghost LTD, en producent, pa Uncle John, nek reper, sta pa naredila plato, kjer so vsi komadi imajo naslov po slikah od Van Gogha. Okay. In je tako čisto do, tip se sicer skozi neki derov za six, ne vem, zakaj ima te neke težne, ampak tako hudi teksti, glasbeno, modema zdaj ne vem, koliko kaj ful malo spomne, tako mogoče na Schoolboy Q je v njih ta najbolj čustvenih momentih, ki ga z glasom tako in te dve plate sem tako zdaj tako non-stop na repeat že ne 2-3 mesece in so v njih nekako, pač to je moj pobeg, takrat, ko moram delati, pa ko še ni družbeno sprejemljivo seči po alkoholu. Se pravi pred 9 zjutraj, ali kako je zdaj to v tej novi realnosti. Ne, se zdaj imamo policijsko uro, skratka od 9 do 6 lahko, takrat ni drugega kot alkohol. Se pa treba paziti, zdaj, ker bo itak policijsko uro prestavili. Pač, veš, kako je, če imel KRS One, that's the sound of the police, veš, kakšen je zvok pač levo nestične vejice. Ne vem, če to kdo ve, tudi tisti, ki to uporablja, ne vem, če se s tem kaj sploh sprašuje, ker mislim, da še zdaj, glede na to, koliko ljudi mu je že pisali, še zdaj ne razume, kaj mu hočejo. A so mu pisali, so mu pa upisali. Vrtalnik v Rikverc pošaltan. Skratka, napredujemo naprej, to je bil Pižama, nam je povedal vse, kar je delal in gledal in bral v zadnjih 6 letih. Igor, povej, kaj si ti v zadnjem tednu prebral, pogledal, videl? Prebral sem knjigo, mislim, ne glih ta teden, malo že nazaj, do konca Wonder Woman Warbringer, napisala je Liber Dugo, gre pa je ena v seriji Young Adult romanov po DC-jevih likih, imaš še, ne vem, Batmana, pa Supermana, pa Black Canary, pa Catwoman, ki so jih različni hip avtori napisali. Za Liber Dugo je avtorica Shadow and Bone, ki pride serija ven, pa tudi teh Vranje šesterice, ki so knjige izšle in odlično piše. In moram reči, da tudi zdaj, ko je Wonder Woman film napovedan, da pride na HBO, ta knjiga je ful boljša kot film. On film je za nič. Ta knjiga ima pa ful dobro zgodbo, ful je dober lik, Wonder Woman izpelje in napetost je v redu zgrajena, pa mislim, da uspe zadeti vse na tem liku, kar je kul, kar pa film zajebe. Tako da, če bojo iskali kak štorijo dalje peljati, bi jaz priporočil, da rebootnejo Wonder Woman s to zgodbo, ki je super.
pol pa sem gledal eno bolj resno zadevo in sicer na Voyotu, ki ga imam brezplačno, tako kot ne vem, pol Slovenije, ki tako vsi kupujemo, kdaj pa kdaj v Šparu. Pižama za čudeno gleda v Šparu, če kupiš, dobiš 2 meseca Voyota. Trojane, okay, no Špar. Trojan, ja, no. Naša občina. Čist sveža serija The Investigation, preiskava, danska zadeva, zdaj sem pozabil, kak je ime točno avtorju, ampak on je v glavnem delal Borgen, tole politično serijo, ki je Skandinovar pač postavljen na zemljevid. Delal je scenarij za Nažgani in za Lov, oba Winterberga, pa tudi dobil je Oscarja, mislim, da za ali pa vse bil nominiran za tudi že 2 filma, v katerih isto dost podobna zasedba povsod. Skratka, zgodba pa tukaj je true crime, umor novinarke Kim Wall, ki jo je umoril tip, ki je naredil svojo podmornico in to na dost ugaben način. Serija je genialno narejena, ena boljših teh proceduralk, ki sem videl, ful izstopa seveda potem, ki ne pokaže niti ne omeni imena morilca, ampak je fokus na žrtvi in na preiskavi in je zelo realistična, kar pomeni, da oni večino časa tavajo v temi in probajo ugotoviti, kak priti dalje in je čisto nasprotje vseh ameriških teh nekih proceduralk, kjer imaš, ne vem, odvetnik, ki reče, bom pa apeliral na hearts and minds teh porote, bom rekel, glej, tu je lubenica, tak je razčesno glavo, to ni nekaj, kar bi se zgodilo tu, ali kaj podobnega, ampak reče, mi rabimo dokaze, to je dokaz, če nimamo tega, nimamo dokaza, on ne bo šel v zapor. 1 ali 0, ni tu zdaj, to je zakon, tu so resne zadeve, tu je treba človeka obsoditi za umor, ki se je zgodil in če ga ne moreš 100% dokazati, pol bo on lahko šel na svobodo. Ne? In moram reči, da je res dobro posneto. Ena boljših stvari, ki sem jih videl v zadnjem času in ful priporočam. The Investigation. Igor, jaz bi te sam nekaj vprašal. Ja. Vidim, da Pilo Asbek igra noter. Ja. Imamo Pilo Asbek je noter in morje je v igri. Kako me lahko prepričaš, da je to dobra kombinacija po tem, kar smo videli v Igri prestolov? Pilo Asbek ne gre blizu morja. Okay, on je državni tožilec. On je tožilec in v bistvu kriminalisti, ki preiskujejo zadevo, mu razložijo vsake toliko, gled, tu smo, on reče, nimate dovolj. Pol pa grejo oni do potapljačev, pa rečejo, potapljajte se dalje. No, skratka, ime, ki se ga nisi spomnil, Igor, je Tobias Lindholm. Tobias Lindholm, ja. Te serije. Skratka, ok, in pogledal si še eno stvar, ki sem jo tudi jaz pogledal, no, povej, kako ti je bil všeč? Zdaj, da ne bomo mi to tu še vedno spoilali, zadeve v redu, no. Ja. Konec, mislim, meni je bil všeč konec, zato ker... Čakaj, najprej seveda, tudi ljudem je treba razložiti, da govoriš o WandaVision, ker noben zdaj ni umenil. Ja. Ne bova spoilala, Igor. Ja. Ne bova spoilala. Ja, sem pa je tu problem se pogovarjati. Jaz sem zadnjem v aktualnem ekranu imam članek o apokaliptičnih filmih in bom rekel samo, da tale zaključek mi je zelo pasal v ta vibe in mislim, da imam zdaj dovolj apokaliptičnih zgodb za nekaj časa, kaj bolj veselega gledal. Grem true crime gledati dalje. Tako da v redu, zelo dobro izvedejo vse niti, zelo dobro razložijo čudaškost začetka in jo umestijo in všeč mi je, kam odpeljajo štorijo, no, to moram reči. In seveda spet za tiste, ki boste gledali, ustrajate še malo, imamo seveda mid-credit scene in post-credit scene. Tako da. Ja.
Upam, da bodo te like še naprej uporabili, sploh telestranski Kat Dennings, Randall Park so bili super, pa upam, da bodo razložili, kaj se dogaja z Rambojevo, ker so samo hinti, tako da I guess, da bomo morali čakati na Captain Marvel 2 ali kaj. Ja, tako nekako sem jaz razumel, da je Captain Marvel 2 tista, ki bo razložila, kaj se tle z Rambojevo v resnici dogaja. Ja. Navdušen. Medtem ko vse ostalo je pa v redu razloženo. No, super. Mito, a sem jaz prav videl, da imaš ti en križec napisan, oziroma križec Poševnica, črtica, da nisi nič pogledal? Mislim, nič zaključenega, še vedno gledam Snowpiercer, je pa Krono 4. sezono, no. Ampak to je vse še v teku, tako da zadržujem oceno. Je pa kot, mislim, Snowpiercer priporočam, boljši je od prve sezone, vse meni. Predvsem mogoče zato, ker je full mind late na noter. Ok, jaz še nisem začel, jaz bom mogoče počakal, da bo do konca sezona se izpela. Skratka, ok, jaz sem pogledal Promising Young Woman in moram reči, da je to zaenkrat eden boljših filmov, ki sem jih letos videl, en tak zanimiv krimič, obrne ene stvari na glavo, predvsem pa se mi zdi, da ima eno niansirano podobo pač tega toksičnega moškega obnašanja, ko pride do žensk. Tukaj je mogoče poudarek na toksičnem, zato ker pač tukaj je res, ona pač, Carey Mulligan se maščuje pač, ampak jaz sem večkrat predvideval, da se bo krvavo maščevala in ne vem kaj, ampak se vsaj v začetku ne od vseh tistih moških, ki jo dobesedno napadajo v klubu, kjer se igra, kot da je pijana in jo pač pripeljejo domov, kjer jo pač hočejo dobesedno posiliti, ker zato ni boljše besede, ker jo seveda še hočejo še dodatno napiti, da jo snifati kokain, pač skušajo vse to. Se mi je zdelo ful dobro, no, prikaz vsega tega. Posebej pa mi je bil najbolj všeč prizor z kaj že dekanjo une fakultete, Igor, ti si tudi gledal, tako da veš, kjer ona dekanji skratka pove, pa če se spomni unga primerja, ona dekanja, joj, nismo mogli mladeničem uničiti karijere zaradi ene take obtožbe, pol pa jo nategne in reče, da je njeno hčerko pustila v družbi enih teh fantov v eni taki sobi in ona čisto popizdi, kje je moja hčerka, ne moreš tega narediti. Ja, tlete imamo svetohlinka presneta, no? Skratka, ja, super, zdaj se mi je super. Konc mi je bil malo tako, ne vem, no, ne moram se še čisto odločiti, ampak se mi je pa zdel zelo dober film in Carey Mulligan si zasluži Oscarja, ampak prej moram pogledati še McDormattovo v Nomadlandu, da se bom dokončno odločil, katerega bo odnesla. Če smem malo tu skočiti, ko smo pri Promising Young Woman, bi ful priporočal, bomo dali spodaj link tekst iz ekrana od Petre Meterc, je super, ki izpostavi dodatno še genialnost castinga, ki se navezuje na to, koliko igralcev not je, ki so bili v 90-ih, iz 90-ih, not iz ameriške Pite, pa še drugih. V glavnem zelo dober članek, ki osvetli še par stvari, ki jih zelo težko opaziš pri prvem ogledu. No, vidiš, kaj jaz nisem posebej, ker nisem gledal nobenih teh Pit in razen prve, no, tako da nisem prepoznal teh igralcev, no. Prepoznal sem pa unga iz Vipa, no, tako da to je edino. No in tukaj bi še, ko smo pri toksičnih moških, pa glih imamo pižama tukaj, ne? Bi jaz rekel, da pižamc... Kakšen Ja, to me zato je zanima, what the fuck. Pižamc je prvi tip, ki sem ga spoznal, da ko smo se tak tipi menili, ko smo bili, ne vem, 19-20 stari in sem jaz uporabil eno neprimerno besedo na P za ženske, je on me potegnil na stran in rekel, ej, tega pa ne, tak pa se ne menimo. Bravo, pižamc. No, lepo. Pižamc, že od nekdaj sem bil Igorjev mesija in duhovni vodja.
No, skratka, ja, super film je, mi smo ga sicer mislili delati, ampak ker ga kolegice z Filmflow delajo, smo se odločili, da pač ne bi mansplainali tega filma in da boš, da prepustimo to njim. Nika mi je poročala, danes so tudi one snemale in mi Nika poroča, da je bila zelo dobra oddaja, tako da poslušajte tudi to. Plus nam je Roman Vode podpovedal udeležbo. What the fuck? Jesus Ja. Kaj bo BMZ prišel, ker smo ga omenili? No. Jaz mislim, da smo bruhno v usta. Če še enkrat omenimo njegovo ime, se pojavi. Ja, Prosim. Kar okenčk na Zoomu, zraven. Hello. Kar ta podcast ne potrebuje, je amaterska psihoanaliza, to počne Mito. Ja, ampak Mito to počne z dobrimi vizualijami. Ne? To je tudi res. To ne reši ničesar za tle, pri tem odisu, fuck off. Ja, jaz sem mimogrede, danes sem šraufal pohištvo iz Ikee. In sem zraven pogledal do konca drugo sezono Star Trek The Next Generation. Prav do konca? Ja, celo 2 dela tretje sem že pogledal, ker nisem vedel, da je konc druge sezone. Ja, danes sem pogledal dobesedno 10 delov, ker je pač preprosto kar dolg trajalo tole šraufanje. In pač moram reči, to sem hotel reči, že druga sezona še pač res ful dobra, z nekaj izjemnimi epizodami in jaz mislim, da doživljam zdaj približno tako vzhičenje, kot sem ga, ker sem začel gledati Star Wars animirane serije in mi je bilo to super in sem odkrival vsak dan nekaj novega, tako mi je zdaj s Star Trekom in sploh nimam nekega blazne želje potem, da gledam še kaj drugega in mogoče do poletja pogledam celo Next Generation ni tako do konca, ko bomo imeli ta special in lahko imamo special v celi seriji, ne samo o prvi, drugi sezoni. Yeah. Make it so. Who the man? And the man. Skratka, WandaVisions pa je že Igor omenil in ne bomo spoilerili več. Ljudje in ljudine ne boste verjeli, to je bila že naša 81. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Boštjan, ali ste že slišali za Da Vinčijevo šifro Gorenc, jaz se vam Fauš Pižama, potem Mito Parižan Gegič, Igor, sam pol je tu problem se pogovarjati Harp, in Aljoša, glej jih preklete liberale Harlamov. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov, od Šiške do Škofje Loke do Trojan. Mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, še vedno stanimo skupaj, tudi ko smo narazen, naj vas ne prevara, virus je še vedno zunaj in dajmo se pač paziti. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh začutili močno željo po tem, da bi kaj ukradli, storite to džentlmensko, kakor mi. Začnite snemati Hudičevo dober podcast in ukradli boste srca svojih poslušalcev. Samo pazite, da vam kakšno ne pade iz rok in ga ne zlomite. To so neprecenljive stvari. Nekatere stvari je že mogoče kupiti, za vse ostalo je tu Podcastobot. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, obot brez pikic vmes, tja delimo rajcere, prikolce, druge zanimivosti, tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, posnetke, kako se bodrimo v ogledalu, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 81. epizoda, 25. special iz karantene, mi pa se poslušamo znova v 82. epizodi, ki bo seveda tukaj že čez teden dni, ko naj bi predvidoma z gostom govorili o seriji 30 kovancev. S katerim gostom? Tudi tokrat naj to ostane presenečenje, obodovke in obodovci, do takrat ostanite nam zdravi in se poslušamo. Salut! Au revoir! Adijo! Adijo! Leva štarta! Adijo! 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 Adieu.
Oh.